Nahajamo se v Hiši kulture, kjer se predstavljam samostojno razstavo iz druge roke, second hand. Razstava se ukvarja s procesom nastajanja mojega dela skozi reciklažo tako materialov kot idej. Razstava je postavljena v 3 sklopih. V prvem prostoru predstavljam risarsko serijo New Body of Work. Sredinski prostor predstavlja zadnja slikarska dela na platnu. V zadnji sobi se pa ukvarjam z reciklažo 2 del, 2 starejših del, ki ju nikoli nisem še pokazal in sem ju ves cajt nekako imel v ozadju, ker pač nista pasala v kontekst moje trenutne produkcije skozi čas. V prvem prostoru predstavljam risarsko inštalacijo 150 risb na papirju, ki jim je enotna repeticija te risarske nalepke v sredini formata, na kateri piše New Body of Work. New Body of Work mi je kot neka zloženka zanimiva iz večjih aspektov. In sicer govori o novem ciklu, kot o neki resni, pompozni umetniški inštalaciji, recimo v tem primeru. Govori o telesu, o figuri, ki je nekako moja stalnica v ustvarjanju, in pa govori o delu, ki je na tej razstavi prisotno kot ta časovni vložek pri samem nastajanju umetniških del. Risbe v prvi sobi nastajajo kot reciklaža nekih odpadnih risb, ki so nastajale ob nekih resnih študijah ali pa recimo kot neke stranske risbe, ki čisto zares niso nikoli imele mesta kot resno umetniško delo, kot neka resna celota. In sem jih postopoma zbiral v kupe teh odpadlih, zavrženih risb, katerih mesto bi bil koš za smeti, ampak ker po naravi redko moje likovne stvari zavržem, uničim ali pa vržem v kanto, sem jih zbiral v te neskončne kupe odpadlih risb in sem jih potem v nadaljnjem procesu bolj kot neko igro, kot nek začetek ateljejske prakse začel preslikovati z ostanki barve, ki sem jih imel iz prejšnjih dni v ateljeju. Tako da sem vsebino prejšnje risbe prekril in sem nadoknadno začel se igrati s terminom New Body of Work, novi cikel. Te risbe so nastajale neambiciozno, nisem o njih razmišljal kot o nekem resnem projektu, ampak sem jih izdeloval kar celo leto postopoma, po par na dan, po par na teden, kolikor sem pač bil motiviran. In se je po enem letu dela izkazala to kot zanimiva serija, ki se je krasno poklopila z idejo same razstave, ki govori o ponovni uporabi umetniških materialov in idej. Risarska inštalacija je postavljena na te napete niti, na to mrežo, ki te risbe zelo zračno drži nekako malo odmaknjene od stene.
Ideja o mreži se navezuje praktično na celo razstavo, in sicer na način sestavljanja in postavljanja del. V drugem sklopu ozadje slike sestavim na princip neke mreže in v zadnji sobi pa te slikarske inštalacije sestavljam tudi na podoben princip, ki mogoče včasih spominja na sestavljanje puzelj. Kar je mogoče še zanimivo pri teh risbah je, da so risbe nastajale počasi, posamično, vsaka zase, kljub temu, da sem imel neko enotno idejo, da bo to mogoče enkrat neka celota. Sem vsako risbo praktično izdeloval kot zaključeno celoto, kot samostojno delo. Sama vsebina teh risb mogoče v tem primeru ni tako zanimiva, ker te narativne risbe preslikujem z nekimi ostanki, s ploskovnimi ostanki barv in grem pol čisto konceptualno s to nalepko New Body of Work. Recimo tudi ta poudarek na temu bodiju, na figuri, ta figura se ves cajt v tej risarski seriji se preslikuje, zmanjkuje in jo pač jo skrivam za to nalepko te novosti, tega novega cikla risb, ki nastaja praktično na teh, v navednicah, risarskih smeteh. V drugi sobi predstavljam serijo 4 slik na platnu, ki so na prvi pogled precej različne od prve sobe, ampak se mogoče ob boljšem pogledu na njih se pač nekako povežejo s to prvo sobo. Slike, tukaj se ukvarjam z reciklažo v kontekstu ponovne uporabe starih slikarskih platen, ne samo slikarskih platen, ampak tudi nekih slikarskih ostankov, ki jih pač do tega trenutka nisem uspel umestiti v nobeno mojo sliko in sem jih nekako kot neka nova ozadja s pomočjo šivalnega stroja mašinsko povezoval in šival, ampak vedno na način, da sem o tem spajanju razmišljal risarsko. Tej spoji so vsi vidni, platna so obrnjena navzven, tako da je proces sestavljanja teh novih ozadij je viden. Ko imam enkrat sestavljeno ozadje slike, grem pa v bistvu s to mojo risbo, ki je v osnovi, ko jo pač izdelujem na papirju, zelo impulzivna, zelo hitra, zelo ekspresivna, tudi narativna in se v bistvu tukaj s prenosom na slikarsko platno dobi eno drugo razsežnost. Medij risbe se skozi cel proces nastajanja slike, ki je dolgotrajen, nekako smisli v mediju slike, kar je bil tudi v mojem primeru glavni motiv teh slik, da sem nekako risbo skušal prenesti v drug medij. Ritem risbe, ki je pri meni zelo hiter in impulziven, v neko tako mogoče bolj transcendentalni medij slike, ki od slikarja zahteva en drug način, en drug pristop, drugo disciplino. Slike se nekako dogajajo recimo v tem šivanem procesu se dogajajo recimo na 2 stopnjah. Prvi je ta mašinski del, pri katerem gre za spajanje platen, pol je pa ta ročni del, ta drugi del, v katerem pa v bistvu, čeprav gre za dost robotski pristop v smislu, da pač ponavljam ta gib in moram praktično vsak dan po nekih 6 do 7 ur šivati, da pridem do neke končne celote. Gre za nek slikarsko razmišljanje, ker si pač znotraj te mreže, ki jo narekuje način dela, dovolim recimo razne igrivosti v smislu kreative, da grem v menjavo cvirna, da zaključke delam vse navzven
in dobim potem te viseče ostanke, te niti, ki jih v bistvu nekako navezujem na slikarski postopek dripanja, kapljanja same barve, ki je meni recimo v slikarstvu zelo blizu. V samih slikah se s tem prepletanjem in plastenjem ukvarjam s palimpsestom, s prekrivanjem različnih tehnik, s prekrivanjem vsebin, s prekrivanjem figure in ozadja, slikarskega procesa, recimo zlivanja barve, grafičnega odtisa, ki ga nanesem gor preko sitotiska, in mogoče v zadnji fazi te risbe, ki jo pa potem preko te tehnike ročnega vezenja prepletem vse, mogoče to slikarsko ozadje, grafiko in risbo v neko novo celoto, v neko novo vsebino, za katero verjamem, da ni vedno narativna nekako na prvo žogo, ampak skušam tudi same figuro kot nosilca zgodbe oziroma vsebine, jo skušam nekako v nek drugi kontekst z nekim čudnim ozadjem speljati mogoče v neke malo bolj nedorečene celote. V tretjem sklopu, v tretjem prostoru galerije predstavljam dve starejši deli. Obe sta delno obstajali zgolj kot ideja. Delo Drip je bilo zamišljeno in delno končano leta 2004, na kar sem čisto pozabil nanj in je to delo nekako zorelo v kotu ateljeja do leta 2017, ko sem ga z novo pošiljk nekih praznih platen končal in začel o njemu razmišljati tudi kot o končnem likovnem delu. Ampak ker je bilo zelo specifično, bistveno bolj konceptualno zastavljeno kot večina mojih del, nekako ni pasalo v mojo trenutno produkcijo, se je pa zelo lepo poklopilo z samo idejo trenutne razstave v Hiši kulture. Delo Drip govori o slikarskem postopku kapljanja barve, ki jo pa v tem primeru ne vidimo. Delo ponuja različna, čista, bela, grundirana in negrundirana platna, ki nam v svoji postavitvi zgolj opisujejo postopek, ki ga ne vidimo. Ob njej sem postavil delo, ki je nastalo po risbi iz leta 2008, ki se tudi nekako ukvarja z dripingom kot slikarskim procesom, mogoče bolj v nekem narativnem kontekstu. Slika je nastajala na licu mesta v galeriji in je preplet neke starejše ideje in tega novejšega postopka, načina spajanja teh platen spet v neko mrežo, reciklažo odpadnih platen, recikliranje nekih starih ploščic, ki sem jih prostorsko postavil v nek dialog z bistveno bolj konceptualnim delom na drugi steni tega prostora galerije. Ena stvar, ki je skupna celi razstavi, je mogoče še pojav te besede, ki se praktično pojavlja skozi vsa dela. V prvem prostoru imamo to risarsko nalepko Njubodje v vrhu, v drugem prostoru ima praktično vsaka slika všit naslov samega dela. V tretjem delu opisujem in podpisujem sliko. V mojem delu se večkrat pojavlja podvajanje same vsebine, in sicer grem lahko prvič
prvič jo likovno izdelam, drugič jo pa še kot nek podnapis jo podpišem. Prav recimo v delu Stay Underground se v bistvu naslov se dvakrat ponovi. Stay Underground, Stay Underground. Na tej zeleni sliki tega bejzbol igralca na teniškem igrišču je tudi naslov Tenis in tenis. Zelo rad podvajam, počrtujem, mogoče na nek način tudi speljujem od same vsebine slike, čisto odvisno od konteksta. Skupna stvar celi razstavi je mogoče razmislek o samem ateljejskem delu, razmislek o poziciji umetnika v današnjem času, ki je preplavljen z vsemi možnimi dražljaji iz strani interneta, recimo, kako kot umetniki konzumiramo reprodukcije del, če smo jih še nedolgo nazaj konzumirali zgolj preko monografij, knjig, katalogov, jih danes po večini konzumiramo preko teh malih kvadratnih zaslonov naših telefonov. Zanima me kontekst novosti, hiperprodukcije, kaj pomeni novo delo, kaj pomeni kvaliteta novega dela, ali je novost v umetnosti lahko vprašljiva. Zanima me čas, ki ga imamo na razpolago in sploh vpliv vsega tega na početje nas, ki te stvari ustvarjamo.